Lep pozdrav vsem navzočim. Tokrat se bomo v okviru pogovorov z gostujočimi umetniki tukaj v galeriji Ivana Groharja pogovarjali s slikarko Barbaro Kastelec, ki se v teh naših prostorih predstavlja z razstavo Nevidni sopotniki. Najprej bi povedal še to, da je Barbara Kastelec pravzaprav sila zanimiva likovna umetnica, da izstopa iz svoje umetniške generacije, da je članica Združenja loških umetnikov, članica ZDSLU-ja, da se poleg slikarstva ukvarja še z drugimi dejavnostmi, da je likovna pedagoginja, da se ukvarja z videom in da je podkovana tudi na področju filozofije, kar se tudi čuti v teh delih. Tako da lep pozdrav. Razstava Nevidni sopotniki nekako vzpostavlja kontinuiteto s svojimi prejšnjimi cikli. Naj jih naštejem: semena, rastlinske celice, plodovi in tako dalje. V čem je razlika recimo med prejšnjimi cikli? Ta razstava je praktično skoraj v celoti nastala v kolonskem času. Ja, zdaj tole spadajo, te zadnje dele, ki jih delam, spadajo pod cikle življenje. Samo uvrščam sluzavce, pol so še tele čopičaste plesni, ki so tudi predstavljene v enem delu kot cirarske plesni. Delala sem tudi en manjši projekt na temo soli, solin in sicer tele življenje v petoli, kako v bistvu mi sploh pridemo do tega, da lahko jemo sol, kjer bakterije nam pomagajo. Zakaj življenje? Zato, ker ti mikroorganizmi vsi pomagajo pri pretvarjanju hrane oziroma živil pripraviti tako, da so lahko dolgo konzervirane, da jih lahko jemo čez nekaj časa in po postopkih, v bistvu, kot so jih naši predniki uporabljali. Dobro, tele sluzovci malo štrlijo ven, so čisto na samem dnu prehrambene verige. Zbrala sem jih pa zato, ker so taki čistilci zemlje. Brez njih bi v bistvu bile površina zemlje zafilana in ne bi nič rastlo, tako da se niti ne zavedamo tega. Je pa zanimivo to, da napadajo zgolj bolana bitja, se pravi poškodovana, nagnite dele, tako da ne pa zdravih. No, če se pojavijo na rastlini, je zmeri že tam prisotna neka nekroza oziroma odmiranje. Prejšnji cikli se pa ločijo to, ker so pa v bistvu bila ta semena, plodi in rastlinske celice, sem pa raziskvala v bistvu hrano kot tako, iz njihovih osnov, kako jo sploh v bistvu pridobimo, ampak brez teh mikroorganizmov. No, za laično publiko je naslov razstave zelo enigmatičen. Skratka, gre za neke kolonije mikroorganizmov, ki jih ti s pomočjo, bi lahko rekli, znanosti nekako odkrivaš in upodabljaš. Skratka, tvoje raziskovanja so vse skozi nekako povezana z različnimi vedami, znanostjo, točneje s kemijo, mikrobiologijo in tako dalje. Kako si pravzaprav sploh prišla do teh posnetkov, bi rekel, teh mikroorganizmov oziroma do njihovih podob? Ja, tele sluzovci so v bistvu, zdaj v Sloveniji jih zelo malo vidimo, tudi dosti ni teh vrst. Imamo samo tale blob, to je nek tak rumen sluzovc, ki se nahaja na raznih tehle kompostih in tako naprej po gozdovih. Zdaj, kako sem prišla, zdaj hotela sem začeti res iz tega na te prehranjevalne verige. To so oni, ker jejo tako plesni kot kvasovke, kot razne bakterije. In sem se začela povezovati malce z našimi biologi in pa preko Instagrama sem spoznala eno umetnico v Avstraliji, ki prav slika, fotografira te sluzovce. In sem ji objasnila, kakšen projekt je, kakšen projekt delam, da jih ne bom čisto natanko prerisovala, da bom vpletla še to svoje ozadje noter.
tako da ne bo lih kopiranja oziroma direktne uporabe njenega materiala in se pol strinjala, tako da večinoma so tole posnetki od Sarah Lloyd, no. Ker moraš imeti zelo dobre kamere, jaz tega kot ustvarjalka ne morem, privoščiti, da bi lahko jih pol takole povečala in da bi dobila to kvalitetne fotografije. Tako da to, no, imam pa zelo že prej zgodovino, ker sem omenjala tole čopičaste plesnike se pojavljajo recimo v Petuli, to je ta plast zemlje, ki loči blato od soli, ne, zato jo imamo tudi, je jedilna pa bela. Sem pa v bistvu se obrnila kar na biološki faks za biologijo in so bile tele gospe zelo prijazne in mi dali tone te literature in tako da sploh ni. Vidim, da se znanstveniki, biologi, kemiki zelo radi povezujejo z nami umetniki in nam hočejo svetovati. Tudi, ko sem jaz, rečemo, prve tele sluzavce objavila na svojem Facebook strani, sem napisala kot mikomicete, sem jih označila. Je pa tokom let zdajle v zadnjih parih letih prišlo do spremembe terminologije in me je en gospod prav napisal, da moram to popraviti. No, tako da očitno sledijo, hočejo, čim delaš takole slike, ki se nanašajo na neke korektne, točne, jasne zadeve na rastline in živali, oziroma v tem primeru sluzavce, moraš biti pol res direkten, natančen. No, če pogledamo malo te tvoje prejšnje cikle, se mi zdi, da so v primerjavi s tem zadnjim dosti bolj nekako klinično, botanično naslikan, tukaj pa doživljaš neko renesanso in to me spominja na recimo v narekovaju Barbaro Kostelec pred 15 let nazaj, ko je bilo tvoje slikarstvo tako bohatno, recimo. Ker tudi že pravzaprav na prvi pogled laiku delujejo te slike kot neke fantastične krajine. In se mi zdi, da so temeljne značilnosti tvoje likovne prakse danes prav v tej dinamični naraciji, v tej bujni barvitosti, potem jasno v nenavadni tematiki. Kako to, da si se odločila recimo za te barve? Zdaj, jaz sem zmeri bolj nagnjena k tem, da sem kolorist, hočem zelo te močne barve izpostavljati. Kakor se le da, se tudi, če gledam prejšnje cikle, ki sem jih delala, rečemo, semena so bile res, ko sem jih začela odslikavati, sem skozi bolj hotela to podobnost, pa jih predstavljati v druga okolja in sem zaradi tega pol mogoče malo bolj pazila, da je bilo tudi samo ozadje bolj pravilno, natančno odslikano, kot neki posnetki, neke fotografije morskega dna ali pa, ne vem, v vodi oziroma v rečnih strugah. Zato, da je sam gledalec, ki je videl te semena, sem malo začel spraševati, kaj sploh počnem, ne. Ker tam, če bi neko abstrakcijo dala v ozadje, ne bi bilo pol tega pomena ta pravega, ne. Zdaj, zakaj semena sem sploh povezala z temi morskimi zadevami? Jaz sem začela raziskovati, ko sem za darilo sem dobila eno knjigo od čistkov, je prišlo do tega. In sem začela opazovati ta semena in sem videla, da so zelo podobna morskim bitjem, ne. In pol sem šla spet za to tudi pol to poimenovanje, iskati sorodne organizme. In bo za nekaj, se to je pa tako kot pri hrani, ne, ko se preveč igramo s tem kloniranjem in raznimi zadevami, pa genski material, spreminjanje, ne, da mi prirejamo semena, tako da so v bistvu, rečemo, jagode imajo že ne vem koliko dednega genskega materiala od rib, ne, zato da imajo bolj čvrsto opno, ne, da ne zgnijejo tako hitro, ne, da jih pol se držišče. Genetski inženirji, ki v že desetletja. Zato sem hotela takrat, tisti sem pol mogla nekako za ozadje malo bolj natančno, ampak pol že pri samih pelodih, ki so pa taka malo bolj postavljamo jih v neko atmosfero, sem pa pol za ozadje dejala neke galaksije oziroma je pa bilo že bolj več tega drippinga, polivanja in bolj abstrakcije, no. Tukaj
Ko pa vidite, se pa dejansko nahajajo, so pa to neke povečave teh petrijevk. Je zelo abstraktno, če tako na hitro pogledamo, ampak malo sem se pa tudi orientirala na te bakterije zemlje oziroma bakterije, ki so razmazane po agarju teh razpadajočih organizmov, na katerem se one hranijo, ne, tele sluzavci. Tako da, če boste gledali, če vas kaj spominja na plesen, dejansko je probila, sem poskušala vpeljati to plesen, tudi samo slikarsko platno. Zdaj agar je pa že samo znanstveniki hočejo malo bolj narediti privlačno znanost za splošno publiko, ne, da bi se zavedali tega propadanja oziroma pomembnosti, koliko so ti organizmi sploh za našo prihodnost. Ne. Propadanje in nastajanje. Propadanje in nastajanje, ja. In zato jih tudi sami začnejo zdaj malo bolj obarvati, pa probajo kakšne slikce delati, no, da bi bilo malo bolj mogoče, da ni vse tako črno-belo. Tako da ja, mogoče bolj v sosednji sobi, no, ena taka roza slika, boste videli, je tam zares dosti začuti samo to plesen, bolj pride do izraza. Zdaj, mogoče ste opazili, na enih delih se pa tako pojavljajo iridescentni barvni madeži, no. Moram povedati, da sluzavci, tako kaj gledamo, lahko po noči celo se svetijo v gozdu, ali pa, če jih vidimo tako s prostim očesom, začnejo spreminjati barvo, no. In sem pol najprej se lotila, ko sem delala tele skice, sem probala to vnesti na sami sluzavce, pa sem videla, da mi bo to ne bo moji neki tej logiki slikanja odgovarjali, sem pa pol dala to za samo ozadje, no, to prelivanje teh in spreminjanje. To svetlikanje smo recimo pred desetletji že opazili na podobah Franca Novica, naprimer, ko je te štore v Godiškem manju podablo, seveda ni bil tako inventiven v smislu slikarske tehnike, ker je zgolj z barvami skušal priti do podobnega efekta. Druga posebnost te razstave so seveda tudi formati, gre za okrogle formate, okrogel format pravzaprav dan današnji ni več toliko aktualen, potegnilo si ga tako rekoč iz naftalina, okrogel format je značilen recimo za starejša umetnostna zgodovinska obdobja, za renesanso, nekje do baroka je zelo moden, dan današnji pa ne. Zakaj je okrogel format? A je to spet navezava na Petrijevo posodo ali kaj drugega? Dobro, zdaj tako, zdaj če gledamo, vsi delajo okrogle formate skoraj. Ampak jaz sem jih dejansko začela že 2011 slikati, ne, tako da to so bili moji prvi. Takrat še res to ni bilo toliko pomembno, ampak ja, hotela sem ta pogled skozi daljnogled ali pa skozi pač mikroskop, to povečevalno, pa skratka, da se malo asociramo na to. Okular, skratka. Ja. No, že prej si nekaj na to temo, pa vsem me zanima. Nekje sem prebral, da si med tem študijem mikroorganizmov našla veliko barvnih in oblikovnih usporednic med rastlinskimi zametki življenja, to se pravi med najbolj preprostimi rastlinami in temi najbolj preprostimi globokomorskimi živalmi, ter celo med fraktalnimi pojavi v vesolju. V čem so te podobnosti, recimo med temi fraktalnimi pojavi, pa med floro in fauno? Formalno, recimo, zgolj formalno. Ja, mislim, zdaj semena se dejansko prav, če dobro začnemo gledati, pa če iščemo neke vzporednice, je prav hecam, koliko so in po barvi in po sami obliki, ne, se pravi, sama zunanjost zelo podobna z globokomorskimi bitji, no. Tako da na začetku, ko sem imela tega semena, so bile obgledalcem, da so jih prvič videla kar malo dolgčas, ne, kva zdaj ona dela nek hiperrealizem, se to, kaj pa je to, ne. Ampak pol šele, ker razložim, da to niso globokomorska bitja, ampak da to gre za meduzo ali pa ne vem, neke tele morske spužve, ne. In pa začnejo malo bolj pogledati, pa vidijo, ja, se to so minimalne spremembe, ampak dejansko bi lahko rekli, da je to.
Zdaj, pelode sem pa čisto, ker imajo take, so tako kot neki sateliti, pa tudi vemo, da njihova narava je to, da so v nekem etru, ne, da plavajo, sem pol zaradi tega, da kam jih dati ali na neko pestiče ali to, ali neko atmosfero, sem pol rekla, da moram razbrati vesolja in v bistvu govorimo o nekem začetku življenja in vse izhaja iz vesolja, tako da sem pol zaradi tega neke te sporednice, povlekle in jih postavila tako v te galaksije. No, to je pač to likovno raziskovanje te prvobitnosti, prvenskosti, najbrž. Ja. Tako to. Biti bivajočega. Biti bivajočega, ja, božje. Ja. No, razstava sama je v bistvu tridelna. Imamo ta velika atraktivna dela, potem imamo skice, tudi v okroglih formatov in še animiran film, ki poveže celo zgodbo v neko celoto. Kako je nastal ta animiran film, video, kaj je v drugem prostoru, kje, kako, zakaj, kaj predstavlja? Video je nastal v bistvu s pomočjo mojega partnerja, Igorja Tavčarja, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Bila je pa v bistvu to, kako je sploh video ni klasični posnetek, ampak sem bila na rezidenci, ko sva bila v Parizu, sem vsak dan fotografirala s pomočjo take v bistvu zelo enostavna aparatura, mi je naredil škatlo, na katero sem polagala 3 različne tele razmaze na agarjih. Razmazi so bili pa pripravljeni za posebnih plesni, ki sva jih kupila v Parizu, takrat na eni tržnici. Ker sem hotela v bistvu, moja ideja je bila ustvariti neko živo sliko. Ker zmeraj, ko vi pridete v galerijo, pridete enkrat in pogledate in greste, ker vidite. Zdaj pa hotela, da bi gledalcu približala, da bi naredila nekaj, kar bo lahko šel 3-krat pogledati, pa 4-krat, 5-krat, ko bo zmeraj malo drugače. In to je bila osnova ideje samega dela. Zdaj, ker sem bila v Parizu samo 3 tedne, sem rekla, kaj bo nekaj malega, pa da lahko imava nek zapis, ki ga lahko nesem domov, ker če ne bi bilo to treba pač vliti v nek, ne vem, epoksi, da bi mi zdržala karkoli, da se zaustavi to. Sva pol zbrala ta video zapis. No in pol mi je on s pomočjo tega programske opreme naredil, mi je spisal prav tak program, kjer sem jaz vsak dan naredila 3 do 4 fotografije, enega tega agarja in pol mi je zmontiral ta video. No. Je bilo pa hecno, ker jaz sem naredila to pripravo že prej, imela sem prav posebne agarje, ki mi je spet ena gospa, ki je profesorica zritela, ker za ples ni mora biti poseben agar, da uspeva tam gor, da se bo to razvijalo, ampak sem kupila v Sloveniji te sire, plesnive, poznamo zdaj praktično, jaz sem mislila, da sem šla v Pariz, se bo to milijon sirov, ne, pol zveš, da sem modra plesen, zelena plesen in bela plesen in to je to, ampak pol so različni načini, v bistvu kako se tam kakšno mleko izbereš, kakšna preparatura, ampak sama kultura te plesni so pa 3, ne. Tako da sem že tukaj probala to delati, sem rekla, ker ne vem, a bo zdaj 3 tedne sploh dosti časa, da se to kaj razvije in pri nam ni bilo nič. Mesec, noč. Tako da prideva odgovor, sem rekla, to ne bo nič ratalo. Sem kupila na tržnici sire, to je bilo pa v parih dneh že vse videno. Tako da mi je pa zraven Igor naredil še ta črno-bel zapis, ker sem najprej nekaj pa se to prijateljica me je opozorila, ki je biologinja, da moraš imeti masko oziroma ta kurilnik zraven, ker ko se začnejo te plesni razmnoževati, gre dosti tudi v zrak in bi lahko v bistvu dobiš tak nahod, ker ni najboljše za tvoje zdravje, moraš ful paziti, sploh če spiš v istem prostoru. Saj načeloma te plesni, ki jih mi jemo, so do neke mere ustavljene, ampak sem bolj izvedela, zakaj meni v Parizu tako dobro delovali, zato ker pri nam jih za evropsko tržišče jih že prej zaustavljajo. Oni na njihovih tržnicah imajo veliko večjo razpon, dokaj jih spustijo, da se to razmnožuje, tako da so tudi njihovi siri precej močnejši. No in
Kaj sem hotela reči, je Igor pol rekel, sem rekel, pri enih se še ni nič začelo dogajati, eni so že umrele, pa rekel, da je to probati, ker s tem programom je pa že mikrospremembe se zaznalo, ne, kaj se dogaja po tem polju in je videl, da je že polno zametkov, ne, tako da, ki jih mi s prostim očesom ne vidimo, tako, kar je v bistvu smisel vse teh razstav oziroma zadnjih mojih raziskovanj. Ampak tudi, recimo, mikroskopi ne zaznajo barve vseh teh mikroorganizmov. Ne, vse je tako, ja. Zdajle delam na enem projektu teh rastlinskih celic, ko v bistvu mi, če pogledamo rastlinsko celico, sam razrez pod mikroskopom, bo vse tako črno-belo, ne, bo, mislim, tak želatinast, ne vem, rahli obrisi in tako naprej. Zato tudi znanstveniki jih obarvajo, da prvič, da so sploh vidni, ne, in bolj zberejo različne te barve, da so še bolj v bistvu všečni, no, za same gledalce, ki to predstavljajo, ki imajo kakšne probleme, da najdejo sponzorje, investitorje in tako naprej. Ampak pri teh delih je pa tudi bila v igri tvoja umetniška domišljija, recimo posebej pri barvah, pri določanju barv? Sluzovci so taki. Aha. So točno taki, kakor jih vidite. Mogoče, mislim, tega lesketanja sem probala malo zajeti noter, ampak z nanosom barv, pa tako, kot sem prej rekel, kaj je novinc odslikal sam z barvami, ne. Zdaj pa da mi je uspelo, ne vem. Niso pa vsi lesketajoči, no, in niso res taki samo želatinasti, tako da so pa blazno, mislim, tako, ko vzveš pol to zgodbo, vse okrog njih, koliko so koristni za cel svet, so blazno inteligentni, zelo socialna bitja, povezujo, rečemo, kadar drugače lahko čisto sami zase, ko pa je nastane lakota, ne, upam, da se bo to tudi zdaj z nami zgodilo, če bo lakota, da bomo stopili skupaj. Takrat se izločajo v zrak neke signale kemične in bolj začnejo se zbirati skupaj in nastanejo množica, ki se pa lažje premika in pride do hrane. Skratka, ohranjevalci življenja na nek način. Ja, za nas definitivno ohranjevalci, zato ker so čistilci in čistijo in mislim, upam, da bomo kaj pobrali od njih. No, pa še malo o tvojem pedagoškem delu, recimo, kako združuješ pedagoško delo s čistim slikarstvom, to težje. Je zelo naporno, zato ker imam skoraj vsak dan, mislim, praktično imam od ponedeljka do petka imam delavnice in zato je treba dosti programa pripraviti, včasih tudi, mislim, tako, fajn bi mi bilo samo priti v razred oziroma v atelje pa samo odpredavati, ampak včasih pride še kaj drugega zraven, ne, in tisto me mogoče celo bolj utrudi, no, kakor samo pedagoško delo, ampak to je sestavni del. Je pa tako, zdaj eni pravijo, da če poučujejo, ne morejo pol slikati. Pri meni to ni tako, mogoče res kakšen čas ne morem slikati, pa delam, rečemo, v tem času bolj manjše formate, ampak zdaj tako samo pedagoško delo, jaz moram dosti raziskovati. Jaz imam že zelo veliko let poučujem od svojega 23-24 leta in imam ene tečajnike, ki so že 18 let z mano, ne, in pa moram skozi istati neke nove zadeve, tako da se skozi vračam v samo umetnostno zgodovino, v likovno teorijo, raziskujem nove slikarje, sodobne slikarje, kaj delajo, tako da to raziskovanje je super tudi na tem nivoju, da pol vidiš, da se slika premika, da se slikarstvo premika, da mogoče se kaj spomniš od starih avtorjev, pa kaj vneseš noter, mislim, tako, pri svojem delu. Veliko ti dajo pa tudi otroci, ne, s tem svojim eksperimentiranjem in probam pa kaj taska še noter, no, da vidiš, da ni vse treba tako natančno, ampak da se da povedati veliko tudi z eksperimentiranjem, z barvo, z samo zgodbo noter. V tvojih delih recimo se čuti izkušnja tudi krajinskega slikarstva, pa recimo neki momenti so, ki nas spominjajo na pop art, je bolj skrit, pa na psihadelično umetnost.
Kako je s krajino, še kdaj kreneš v naravo? Krajino sem dosti slikala, ja, zdaj zanimivo je to, da sem skoraj največ prodala samo krajine, ne, včasih, zato ker ljudje, ki tole gledajo, pravijo, to so neki taki čudni organizmi, pa to ni lepo, ne, ampak jaz jih vidim kot zelo lepe, no. Zdaj, mogoče se malo bolj od te klasične krajine, ja, odmikam. Sem videla, da sem začela zelo rada z njima bolj na kakšnih teh kolonijah ali pa art simpozijih vseeno delala. Zdaj pa vidim, da še tam malo bolj upuščam, ampak to je tako. Zelo se spreminja, tako kot si ti že opazil, da se spet vračam malo bolj k temu ekspresivnem slikarstvu, ne, tako da Kaj je to figuralno slikarstvo, naprimer, figuralno, mika te ja, me, zato ker poučujem tudi to, ne, pa tako da me zamika, ampak zdajle trenutno, se pravim, sem še zmeraj zvesta tej ideji upodabljanja hrane in sploh zdaj vidim, da mislim, da je zelo aktualno tudi to spodbujanje, razmišljanje o tem, kaj bo s hrano, kako jo bomo shranjevali, kaj bomo jedli, tako da to, kar imam v bistvu zastavljeno že par let, to premiso, kako s tem, da se malo bolj zavedamo, da hrana ni nekaj, kar je leži okrog, ne, ampak da jo bomo še zelo, spoštovali, bolj kot jo zdaj. Rečemo napovedi, da že za 2030 že niso tako rožnaste, do 2050 bo pa že zaradi števila prebivalstva ratal zelo velik problem. Nekako se spet poveže s tistim ciklom, ki je bil posvečen slaščicam, če se ne motim. Ker se mi zdi, da je bil prelomen, recimo, v tvojem ustvarjanju v tistem obdobju. Ja, zdaj, jaz sem že na sami fakulteti začela upodabljati na magistrskem študiju. Najprej sem dodiplomsko je bilo res na same predmete, potem sem pa v bistvu začela upodabljati slaščice, ja, na samem magisteriju, ampak tam so bile slaščice ne tako pop-artovsko, no, niso bile same zase upodobljene, ne, ampak bolj kakor v bistvu neki fetiši, neki spomini, ne, ampak fetiš v tem starem smislu, klasičnem, tako kot so imeli, rečemo, Afričani, ko so delali te kipce, oziroma jih še zdaj delajo, ne, za pridobivanje neke želje, žal se je to pol, ta beseda malo izrodila. Ja, mi jo, ne vem, če jaz zdaj govorim o fetišu s komor tako, da bi ga nekoga srečala na ulici, pa mu razlagala, ne bi nikoli vedel, ne, v bistvu sam prvotni pomen besede, ne. Tako da ja, takrat je bila bolj ta navezovanje na spomine, no, potem pa že midva eno razstavo skupaj v ZDSLU zastavila po teh slaščicah, so bile pa te gobe, atomske gobe, ki so bile pa v bistvu navezava na mojega pokojnega očeta, ki je bil skupaj zelo gobarila, ne, po teh gozdovih tam okrog Žirov, zmeraj me je vozil s sabo, mi razkazoval, kjer so strupene, pa kjer niso. In jaz sem mu hotela pol en tak cikel posvetiti s temi gobami, sem dejala v ozadje te atomske eksplozije, da v bistvu pokažem, kako so lahko neka čustva, ki so sicer lepa, ne, goba kot sama je lepa, tudi atomska bomba, ki jo mi vidimo, ki eksplodira, tam je fascinantna, ne, ful lepa s temi barvami in oblikami. Ampak lahko te pa rani, ne, in so lahko težke, ne, pol, mislim, tako rabiš kar tematika, ja, je, tako da to, ampak res sem se bolj referirala preko hrane oziroma preko teh gob, ki so strupene ali pa omamljajo na sama čustva. Razstava Nevidni sopotniki je pravzaprav prispodoba za to večno spreminjanje sveta. Je pa tudi recimo prispodoba, oziroma to so inkarnacije različnih teh arhetipskih stanj in čustvovanj, naprimer. Koliko te prvobitnosti si že nekako odkrila, oziroma kam te vodi zdaj raziskovanje, v katere sfere, naprimer?
Ja, zdaj se vračam spet nazaj. Jaz sem začela en cikel pred leti že teh rastlinskih celic, in sicer skice, ker sem videla, da so rastlinske celice, če mi naredimo ta prerez pod mikroskopom, zelo podobne raznim mandalom, se pravi nekim božjim začetkom spet in sporočilnostjo in tako naprej. Ampak takrat sem upodablala kot te celice, ko sem delala z osnove, sem delala zgolj kot neke, v bistvu kot hrano. Bolj sem iskala te, ki nam dajo hrano, ne vem, ali pa čaje, ki pridobivamo, ali pa so, ne vem, čiščenje zraka, tole hoja, pa mislim, da je bila tudi tukaj na gradu predstavljena pred leti. No, ampak zdaj, ko se pa, pol vmes sem se lotila tega ciklusa teh sluzovcev, dela med korono. Zdaj, ko se pa spet vračam, sem rekla, zdaj moram pa zaključiti to, no in to poletje se pa ukvarjam spet s temi celicami, da to nekako zaključim, to celoto sesto, pa v vsakem sklopu naredim kvečemo enih 6, 7, max 10 slik, no, nikoli ne delam, da bi, ne vem, naredila 20 komadov istih. Se mi ne zdi smiselno, skratka, samo to, da povem neko zgodbo, da se jo zasludi, da ko je v enem prostoru postavljen, da opazovalec dobi v bistvu tisto občutek, kaj sem hotela povedati. No, zdaj sem se pa orientirala, sem razmišljala v bistvu hrana, ja, okej, ne, samo kaj hočem več povedati. No, in potem sem odkrila, da živali, kadar so v lakote, ne, zdaj se to pogovarjamo o tej lakoti zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi vsega, se zatekajo k raznim opijatom, zato da preživijo, no. Tako da sem zdaj začela raziskovati te rastlinske celice, od malo tudi tukaj najdemo na naših tleh, rečemo, zdaj sem odslikala daturo, žajbelj, poljo, tako da malo se okrog tega, no, zdaj pletem, pripravljam novo razstavo, ne vem. Smo že v napetem pričakovanju, zdaj bi se pa jaz najprej v ime Etnološkega muzeja, seveda v svojem, ti zahvalil za to res fantastično razstavo in za ta izčrpen pogovor. Ja, upam, da ste zdržali, res izčrpen.